Pozdravljeni v novi oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo na obali. V Kopru smo dobili novo sončno elektrarno, udeležili smo se njene otvoritve. Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ima ključno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Sončna energija je eden od takšnih obnovljivih virov energije, zato so sončne elektrarne energetska rešitev, ki skrbi za okolje. Ta teden je bila na strehi parkirne hiše P+R Sonce slovesno odprta sončna elektrarna skoraj 500 kW moči. Ta projekt konkretno je financiran iz Evropskega gospodarskega prostora, to je poseben mehanizem, ki ga donirajo predvsem države donatorke, predvsem Norveška, Liechtenstein. In v okviru tega mehanizma smo v prejšnji perspektivi imeli namenjenih 32 milijonov evrov sredstev. Pričakujemo, da bo teh sredstev v novi perspektivi, ki se bo začela v naslednjih dneh programirati, več, okoli 50 milijonov. Seveda pa vsa sredstva ne bodo namenjena v obnovljive vire energije, ampak je pa ena izmed ključnih prednostnih osi, se pravi ravno to skrb za okolje, obnovljive vire energije, krožno gospodarstvo in tako naprej. V mestni občini Koper poudarjajo pomen trajnostnih načinov oskrbe z energijo. Električna energija, ki jo bo proizvedla sončna elektrarna na parkirni hiši, bo v javni uporabi. Gre za partnerski projekt, katerega glavni izvajalec ali pa glavni partner je Luka Koper. Veseli smo, da nas je Luka Koper pritegnila zraven. Pričakujemo, da bo tako tudi vnaprej, ker je seveda bistveno lažje priti do sredstev, predvsem pa izvesti neko tako investicijo. Kot sem povedal v nagovoru, zamujamo. Vsi zamujamo, zato je to še toliko bolj dobrodošlo in tudi, kot smo tudi že opisali, dela se seznam vseh javnih objektov, na katerih se take elektrarne lahko postavijo zaradi statičnih, sončnih in drugih lastnosti in to je zgolj začetek. Ta ima tudi eno posebnost, ta konkretna elektrarna, in sicer ta objekt, na katerem stojimo, ima dovoljenje, da ga nadgradimo v primeru, da bo potrebno zaradi prometa. In zato je tudi elektrarna tako narejena, da jo praktično samo prestavimo na višji nivo. Ni fiksna, ampak je narejena na tak način, da jo lahko prilagajamo tudi spreminjajočemu objektu. Kot veste, tukaj bo zrasel zdravstveni center nov in pričakujemo, da bo to potrebno nadgraditi. Podobni paneli in sončna elektrarna so bili nameščeni tudi v Luki Koper. Projekt v Luki Koper obsega postavitev čez 15.000 kvadratnih metrov sončne elektrarne. To pomeni 3,3 megavate in približno desetino trenutnih potreb Luke Koper po električni energiji. Proizvodnja bo tako velika, kot bi bila povprečna poraba 880 gospodinjstev v Sloveniji. Do leta 2030 nameravajo zgraditi več kot 10 megavatov sončnih elektrarn, kar je že del njihove strategije. Cilj je porabiti čim več električne energije iz lastnih virov. Zgrajene sončne elektrarne bodo prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in so korak k energetski samozadostnosti. Minuli vikend je v Izoli potekal karate pokal Denšo. V nedeljo se je telovadnica osnovne šole Livade Izola prelevila v prizorišče karate tekmovanja. Tam je namreč potekal karate pokal Denšo za otroke do 14. leta starosti. Udeležilo se ga je 116 tekmovalcev iz 7 različnih klubov iz cele Slovenije. Pomerili si bojo v kihonu, to je karate tehnika, predpisana je za vsako kategorijo, v katah. To so tehnike, ki se izvajajo po predpisanem zaporedju in tudi ritmu. Vsaka kata predstavlja borbo v bistvu. In komiteju, to je pa vrsta borbe. Na našem tekmovanju je to napovedana borba. Se pravi, napadalec napove, s čim bo udaril, nasprotnik ubrani in zaključi za udarcem. Seveda, to je vse opravljeno s kontrolo in se zaključi nekaj centimetrov ali pa tik ob trupu. Karateisti so morali pokazati disciplino, osredotočenost, spoštovanje do nasprotnika, notranjo in zunanjo moč ter koordinacijo. Tekmovalci so se borili po sistemu zastavic,
kar pomeni, da se tekmovalce pomirite na bojišču in tisti, ki dobi več zastavic, zmaga in gre v naslednji krog. Pokala se je udeležil tudi predsednik Karate zveze Slovenije. Karate je veščina. Nastala kot veščina samoobrambe zgolj z rokami. Ničesar nimam. In seveda karate specifika je v 3 dimenzijah karateja. Eno so fizični gibi celotnega telesa, drugo je psiha. Če pri karateju nisi mentalno prisoten, pri vsakem gibu se zgubiš. In seveda 3. dimenzija v tem, poudarim, v tem norem svetu je dobro imeti veščino, če te kdo ogroža, da se znaš tudi ubraniti. V tekmovanje je bil vključen tudi Center za kulturo, šport in prireditve Izola, s katerim si želijo, da bi turnir postal tradicionalen in bi ga gostili tudi prihodnje leto. Najprej moramo izhajati iz poslanstva našega centra, ki je v bistvu konstantna in nadgradnja in razvoj športa, tako na državni kot na lokalni ravni, uveljavljanju in sami promociji med ljudmi, med družbo in seveda, kar je najbolj pomembno, je sama promocija in popularizacija tega športa med mladimi, kar danes lahko vidimo tukaj. Da to dosežemo, moramo proaktivno sodelovati tako s klubi, z društvi, kot športnimi zvezami in lokalno skupnostjo, ki je v bistvu financer in nam omogoča infrastrukturo, da lahko to počnemo. Turnir je bil drugi v sklopu turnirjev Mladi upi, po prvem tekmovanju v Dobravljah, oktobra pa sledi še 3. v Mislinjah. V starem mestnem jedru Pirana je nad streho staromeščanske hiše zrasel sodoben nadstrešek, ki že na prvi pogled ne izpolnjuje osnovnih pogojev Zakona o varstvu kulturne dediščine. Očitno je prišlo do hude napake in to v vseh fazah postopka pridobivanja dovoljenja. Staro mestno jedro Pirana je zaščiteno z režimom zaščitene naselbinske dediščine, kjer se ne sme izvajati prostorskih gradbenih posegov, ki spreminjajo elemente naselja. Glede vsakega posega v tak prostor velja Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki določa pogoje umeščanja v prostor. Pogoje, s katerimi so se srečali vsi, ki so kdaj v starem mestnem jedru obnavljali svoje domovanja. A zgleda, da ti pogoji ne veljajo za vse. Nad streho staromeščanske hiše je namreč zrasel nadstrešek oziroma steklena terasa, ki že na prvi pogled ne izpolnjuje osnovnega pogoja, ampak ga krši. Očitno spreminja elemente naselja. Več kot jasno je, da nekje prišlo do napake. In to pravzaprav v vseh fazah postopka. Od projektantov, Zavoda za varstvo kulturne dediščine do piranske upravne enote. Vsi bi namreč morali upoštevati dane predpise pri varovanju kulturne dediščine, pa jih niso. Morda je res izvirni greh v samem Zavodu za varstvo kulturne dediščine, ki je soglasje izdal, ne gre pa zanemariti ostalih uradnikov, niti tistih na upravni enoti ne. Iz Zavoda so nam odgovorili, da se napake zavedajo. Po pregledu dokumentacije in objekta predvidevamo, da je bil tedanji odgovorni konzervator, ki ni več zaposlen v ZVKDS, s predloženo projektno dokumentacijo v prikazih obstoječega stanja zaveden in da obstoječe stanje ni bilo skladno s prikazi v predloženi dokumentaciji za izdajo mnenja. Takratni odgovorni konzervator bi moral zavrniti izdajo kulturnovarstvenega mnenja, saj projektna dokumentacija ni izpolnjevala zahtev iz kulturnovarstvenih pogojev z dne 23.12.2020. Žal je pri izdaji kulturnovarstvenega mnenja spregledal bistvene zahteve iz kulturnovarstvenih pogojev, kar se danes vsekakor kaže kot nepopravljiva napaka. S pravnega vidika pa usoda objekta ni več v rokah ZVKDS, saj ima lastnik zanj pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje in je že zgrajen. Tudi preklic kulturnovarstvenega mnenja tako ne bi privedel do odstranitve objekta. Tudi na upravni enoti bi lahko, pa čeprav zgolj pregledujejo skladnost dokumentacije, opazili, da soglasjem nekaj ni v redu, da preveč odstopa od znanih kulturnovarstvenih pogojev, pa tega po načelu ni moj problem, ni opazil nihče. Takrat bi bil dovolj zgolj telefonski klic in opozorilo na odstopanje in danes ne bi spremljali tega prispevka.
Sicer pa zakonodaja omogoča rešitev, ki je bolj konkretno dobre volje lastnikov novega nadstreška. Po zakonu o splošnem upravnem postopku bi lahko upravni postopek obnovili, ker izdana odločba posega v javne koristi. 261. člen. Državni tožilec in državni pravobranilec lahko predlagata obnovo postopka ob enakih pogojih kot stranka, če odločba posega v javne koristi. Sicer smo prošnjo za izjavo poslali tudi na piransko občino, ampak kljub obljubam nam termina do zaključka redakcije niso mogli zagotoviti. Udeležili smo se okrogle mize Evropska unija med globalnimi izzivi in čezmejnim povezovanjem. Poglejmo. Pretekli četrtek je v Kopru v dvorani svetega Frančiška Asiškega potekala okrogla miza, v sklopu katere so udeleženi razpravljali o globalnih priložnostih Evropske unije in tudi Slovenije kot njene članice. V debati so sodelovali predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, ki je poudarila, kako pomembno je naše pristanišče za celotno srednjo Evropo. Skrb ladjarjev, da od točke A do točke B pripeljajo blago s čim manjšim ogljičnim odtisom, je pomen Luke Koper še dodatno povečala. Dekan Fakultete za pomorstvo in promet Peter Vidmar je izpostavil dejstvo, da sta ladjarstvo in ladjedelništvo v Sloveniji kljub pomembni poziciji Luke Koper zanemarjeni področji in tudi diplomanti Fakultete za pomorstvo in promet delo pogosto iščejo v tujini. Evropski poslanec Matjaž Nemec meni, da smo v Sloveniji kot članici Evropske unije privilegirani in poudaril je pomembnost prizadevanja za človekove pravice. Rektorica Univerze na Primorskem Klaudija Kutnar je pojasnila, kako gleda na konkurenčnost mednarodnih in evropskih univerz, z ozirom na to, da je Univerza na Primorskem s 23% študentov iz tujine usmerjena v mednarodno okolje. Senatorka Italijanske republike in predstavnica slovenske skupnosti v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc je komentirala, da predvsem politiki italijanske desnice zgodovino izrabljajo ter se oklepajo in močno poudarjajo svojo ideološko preteklost. Poudarila je, da je naša dolžnost graditi boljši svet. Primer dobre prakse v tej smeri je zagotovo vrnitev Tržaškega narodnega doma v slovensko last in povezovanje obeh goric v čezmejno evropsko prestolnico kulture 2025. V boju proti insektom in glodavcem so občine slovenske Istre uspešnejše kot druge. Razlog je v tem, da dezinsekcijo in deratizacijo opravijo večkrat, kot to zapovedujejo zakonske norme. Delovanje občin slovenske Istre v boju proti insektom in nezaželenim glodalcem je pohvale vredno, pravi Đani Dolšak, direktor podjetja, ki skrbi za dezinsekcijo in deratizacijo na obalnem območju. Glavna razlika med dezinsekcijo in deratizacijo je v tem, da se deratizacija upravlja preventivno z namenom zamejitve glodalcev, dezinsekcijo pa zaradi raznih insektov. Razlika med dezinsekcijo in deratizacijo je v organizmu, ki ga želimo zatirati. Deratizacija je zatiranje glodavcev, v večini primerov podgan in mišk, zaradi tega, ker prenašajo bolezni. Dezinsekcija pa, kot v samem imenu insekcija se sliši, je pa zatiranje insektov, žuželk. V večini primerov gre za ščurke, zadnje čase, kar pereč problem, upam, da ne bo prišlo tako daleč, je tudi so komarji, tigrast komar in tle pri nas mogoče pride še upoštev kakšne stenice občasno, bolhe, uši, ampak uši ne sodijo v našo delokrog. Da sta dezinsekcija in deratizacija učinkoviti, pa jo je potrebno upraviti večkrat letno. Od okolja, v katerem živimo, se pravi, insekti so hladnokrvna bitja, se pravi, so odvisna od zunanjih temperatur. Obala je za njih v primerjavi z Gorenjsko dosti bolj primirna, se pravi, je treba bolj pogosto. Isto pa velja tudi za glodavce, si tudi oni dobijo več hrane in vsega tega v toplejših krajih. Potrebno je 2-krat letno izvajati deratizacijo, dezinsekcijo se izvaja po potrebi, pametno je 2-krat letno izvesti kontrolne preglede na
žarišči, ki jih poznamo iz prejšnjih let, in na podlagi rezultatov se potem lotimo izvedbe dezinsekcije. Tako da v povprečju izvajamo dezinsekcijo najmanj 2-krat letno na obali, isto velja za deratizacijo. V dogovoru z občinami in komunalami so v zadnjih letih svoje aktivnosti povečali. To je deratizacijo in dezinsekcijo pravijo večkrat, kot to zahtevajo zakonska pravila. Kot pravi Dolšak, prav to pripomore k bolj učinkovitemu upravljanju z nezaželenimi insekti in glodalci, ker se ravnajo po stanju na terenu, ki je velikokrat drugačno od predvidenega. V bistvu zima nam ne gre več na roke. Včasih je zima upravila eno deratizacijo naravno in eno dezinsekcijo, ker temperatur blizu nule ali pa pod nulo na obali ni več, moramo pa mi sami. Ne? Je pa strah pred škodljivostjo strupov odveč, ker ima Evropska unija dovolj stroga pravila glede biocidov. Tako smo dobili zdaj biocide, ki jih je, dajmo reči, par 100, niti ne toliko, teh aktivnih substanc, ki so dokazano, smo izbrali tiste, ki so najmanj škodljivi, ki imajo najmanj vpliva na ljudi. Deratizacija in dezinsekcija se upravljata v času toplejšega vremena. Letos so prvo deratizacijo že izvedli. Začne se odvisno od vremena, letos že mesec in pol, 2 prej, smo videli, kaj je bilo 14 dni nazaj, smo že izvedli prvo deratizacijo. Se pravi, enkrat maja, potem enkrat sredi poletja in enkrat pred koncem sezone. Takrat so tudi aktivni, te živali najbolj aktivne. Velikokrat ljudje nepričakovano v določenih obdobjih opazijo povečano število glodalcev in insektov. Razlog je, kot pravi Dolšak, prav predhodno upravljeni deratizaciji in dezinsekciji. Po sami intervenciji je zaželjeno, da se pojavi, da videvajo ljudje več podgan, ker to pomeni, da podgana se itak skriva pred nami, jo ne vidimo. Če jo vidimo, pomeni, da je z njo nekaj narobe. Če jih videvamo po upravljeni deratizaciji, je v 90% to zato, ker je pač pojedla strup, umira. In tako kot tudi mi ljudje, če nam je nekje slabo, prva stvar, ki naredimo, je, da gremo proč iz tega prostora. In tako tudi žival. Nekje se je zastrupla tam v tem svojem brlogu in gre, beži, v bistvu je v agoniji. No. Kot dodaja Dolšak, pa je zastrupitev teh živali potrebna za ohranjanje javnega zdravja. Vendarle so insekti in glodalci prenašalci bolezni. Preteklo soboto je potekalo 16. srečanje Adria Classic Tomos 2024. Pred vožnjo smo preverili utrip dogajanja in nekatere udeležene vprašali, katere modele Tomosovih motorjev vozijo. Preteklo soboto smo se udeležili tradicionalnega srečanja Adria Classic Tomos 2024, kjer smo preverili utrip in udeležene povprašali, katere modele Tomosovih motorjev vozijo. Danes smo se zbrali na naši 16. Tomosijadi v organizaciji Adria Classic kluba. Morala biti 18, ampak zaradi korone smo 2 spustili. Pričakujemo okoli 250 udeležencev, z našimi skupaj okoli 300 motorjev. Pot bo potekala po celi slovenski Istri, za štartom pred kovinarsko šolo, v staro mestno jedro Kopra, čez Markovec v Izolo, na Belveder, Beli križ, Bernardin, Forma Viva, pol gremo še pogledati malo naše koprsko zaledje, gremo v Padno, Puče, Marezige, skozi Prade nazaj na štartno mesto. Kaj ste se odločili organizirati ta dogodek? To smo začeli kot neki ljubitelji in nostalgiki na mlade dneve, ko smo še imeli Tomose, tako da zdaj obujamo spomine. In vidimo, da je ogromno ljubiteljev motorjev Tomos v Sloveniji in v drugih bivših republikah Jugoslavije bivše. Tako da bomo nadaljevali to tradicijo, dokler bomo motorji vozili. A pridejo tudi tujci torej? Ja, pridejo skupina iz Srbije, pride skupina iz Hrvaške, pridejo iz Italije. Že znani? Že znani in tudi novi, ki so se najavili, ne? Tako da. In imate tudi vi kak Tomosov motor? Ja, trenutno imam v renovaciji najstarejši po mojem Tomos v Sloveniji, Galeb 125 RL, letnik 55, imamo ATX-a in imamo Youngsterja.
Jaz sem v bistvu predsednik društva Tomus Obala, eno od večjih društev v Sloveniji sploh z motorji. To so naši člani danes, ki se bomo zdaj udeležili tradicionalne vožnje v Kopru, kjer je Tomus nastal, hodimo pa tudi po vseh ostalih vožnjah po Sloveniji. Kakšen motor vozite oziroma Tomusov motor? Danes imam s sabo Tomus CTX, policijski, to je bil original z MNZ-ja kupljen, je unikat v Sloveniji, še registriran s prometno MNZ. Zaradi vremenskih razmer, ki so nekako napove dežja, sem se odločil za tega, pa smo se tudi nekako dežno oblekli, če bi slučajno nas delilo, ampak mi se dežja ne bojimo. Tudi motorju ne bo nič pod dežnimi kapljami? Motorji so pripravljeni tudi za dežno, Tomusovi so bili vedno vzdržljivi, tako da ni straha pred dežjem in snegom, se nič ne bojimo. In zakaj vam je všeč Tomusov motor? Tomusovi motorji so iz našega otroštva, so naši spomini, z njimi smo zrasli, se učili voziti, tudi zdaj nam vračajo tiste spomine, tiste občutke kot nekoč. Uživamo z njimi, no skratka. In če sem prav razumela, imate več Tomusovih motorjev, imate najljubšega in zakaj? Ja, res je, imam več, vsi naši člani imajo doma po 3, 5, 10 motorjev, tudi jaz jih imam več. Ljubših je več, vsak za svoje razmere, za pot, ko gremo daljša, krajša, hitrejša, počasnejša, tako da zberemo primernega za dogodek. Eni so bolj zdrihteni, ne manj, stvar dogodka. So AP4 kolibrije večinoma. In zakaj taki modeli? Te so bili meni najlepši. 70 leta so najlepši Tomusovi motorji. In zakaj ste se v bistvu udeležili tega dogodka? Pa rad imam srečanje, že prejšnja leta sem se dosti po motozborih s težkih motorjih, zdaj sem pa malo prešal to na Tomus motorje. Tudi obnavljamo doma sami, tako da imamo kar nekaj teh Tomusov. Danes smo mi tukaj prvič iz Štajerske. S kje ste prišli? Natanko iz Ptuja. In kaj to kar na Tomusovih motorjih? Ja, točno tako. Včeraj smo zjutraj krenili ob 7 iz Ptuja in smo večer prispeli v Koper. In kakšen Tomusov motor voziš? Tomus Colibri T12. In zakaj si izbral ta motor? Zato, ker je bil motor doma že kar nekaj let in potem smo ga začetom obnovili. In zakaj ti je všeč voziti Tomusov motor? Zato, ker sem že v mladih letih vozil Tomus Automatik, čevelico, zdaj pa smo rekli, gremo malo na bolj močnega, na 3 brzinca. Ste prvič tukaj na tej tekmi? Prvič, ja. S kje ste prišli? Iz Ljubljane, okolica. In na kakšnem motorju? Tomus Electronic 90. In ste prišli iz Ljubljane kar na Tomusovem motorju? Kar v kombiju. In zakaj ta model? Zato, ker mi je všeč, ker je bil večini nedostopen včasih, zdaj si pa to lahko prvoščem, pa ena legenda je. In ta motor si imel že mogoče doma ali si ga ne vozil? Ne, nikoli. Jaz sem ga kupil, obnovil v nulo. Ker ti je tako všeč? Tako, ja. In zakaj ti je tako všeč prav Tomusov motor? Nostalgija, pač. Imeli smo od majhnih nog Tomuse, zdaj pa vemo, kakšna je zgodba, zdaj pa naprej furamo to. S kje prihajate? Z Domžal smo, z Lukovce. Ste danes prvič tukaj na tem druženju? Drugič, lani sem že bil, pa je bilo zelo fajn in sem se ponovno vrnil. In na kakšnem motorju? Tomus Puch 175, letnik 60. Zakaj prav ta model? Ta model mi je bil všeč, oče ga je že kupil, no, pa je pa dolg časa doma bil v drvarnici, pa sem ga pa 2001 obnovil. In zdaj se že 23 let fajn vozim z njemu. Ga aktivno uporabljate? Zelo aktivno. Sem tudi dirkal na Ljubelju, ki je gorski preizkus, pa smo imeli tudi hitrostne državno prvenstvo, je pa še zmerom, kadar se gor usedem za laufa, največ se z njim vozim. In gre tudi hitro? Ja, dosti hitro. Ja. In zakaj so vam všeč Tomusovi motorji in nekak drug motor? Ja, vse so mi tudi drugi všeč. To je bila le naša fabrika in je škoda, ko so jo zaprli in uničili, ker to so bili zelo dobri motorji. Imam tudi še doma zrihtanega 14 TLS, pa avtomatika, tako da imam več motorjev. Imam pa tudi 250 Pucha. Dober dan. Ste danes prvič tukaj? Ja, 13-krat. S kje prihajate? Tržič. Gorenjska. In ste prišli kar na motorjih? Itak, z motorjem.
In na kakšnem motorju boste danes vozili? A4 Tomos. In zakaj ta model? Ja, to je že od otroštva. Ste ga imeli doma Itak, in predelali? tako je. In zakaj so vam všeč prav Tomosovi motorji in ne kakšen drugi model? Ja, to je pa že, kaj jaz vem, od rojstva. So Tomosi popularni. Na tem sem gor zrasel, po domač povedan. Prešraubov ogromno. Zihar trotel motor. In zakaj je tako poseben? Ja, zakaj posebej, ne vem. Jaz mislim, da že zaradi same oblike Puh naj bi bil oče teh motorjev, pa avtohtona kulturna dediščina je to. Zakaj ste danes tukaj, ste kot tekmovalec, obiskovalec? Pod obiskovalec, to je zakon biti tukaj na tem mestu. Poznamo že en čas to zgodovino te firme Tomosa. Letos bi bila 70-letnica obstoja, če bi še bili po konci, ampak Tomos živi. Te se vidi, motori, ljudje, iz cele bivše in današnje domovine, Tomos živi. In zakaj se vam zdi Tomos tako poseben motor? Jaz sicer nimam motorja, ampak ne so naši ljudje, so ustvarili so naše okolje, našo domovino, bivšo in ne vem, nimam nekih pravih razlogov, ampak v glavnem je bilo zmeraj v redu. In kot mlad ste imeli motor Tomosov? Imel sem tistega, ki je bil še, imel sem ga 50 kubičnega, ki si ga mogel paliti, konj kurbelj, zraven si mogel stisniti, pa si zalaufal in je šlo. In zvonček, ni bilo pip gor, zvonček. In danes ste od tukaj ali ste prišli od drugot na to tekmo? Jaz sem tukaj rojen, jaz sem šel dan od svobodno tržaško zemlje. Iz kje prihajate? Danes sem na to srečanje. Mi smo došli iz Srbije, iz Subotice i tu smo treći put i jako nam se ovo sviđa, jako je lepo i dok god možemo da dolazimo, mi ćemo svaki put dolaziti. Došla nas je nas petorica i lepo nam je. Zašto je Tomosov motor poseban? Zašto je poseban? Pa koga nema, ne kupi pa će da vidi. Kaj ste danes tukaj? Ste kot obiskovalec, tekmovalec? Ne, kot obiskovalec, se pravi, se vozim z mopedom. Aha, boste se udeležili dirke. Ja. In kak motor vozite? ATX. Zakaj prav ta model? Imam sicer še APN, ampak tam je bolj mehek. Aha, imate več motorjev. In to od nekdaj ali ste na novo jih kupili? Ko sem bil mlad, sem imel APN. Pol sem to prodal, ker ni bilo več moderno. Pol, ko sem dopolnil 50 let, pa sem rekel, pri 50-ih si lahko privoščim spet kakšen moped. In zakaj so vam Tomosovi motorji posebni oziroma zakaj ste zbrali Tomosov? Zame osebno, zaradi tega, ker ko se usedem na Tomos, se vrnem spet v mladost. Se pravi, se počutim, kot da imam 16 let, ajde 17. Gorenjska banka je izolski trikotnik prodala novemu lastniku. Zemljišče v Izoli, poznano pod imenom Izolski trikotnik, ki se nahaja pri hotelu Delfin, ima novega lastnika. Po novem je v lasti družbe BSL Inženiring iz Ljubljane. Zemljišče mu je prodala Gorenjska banka. Kot je povedal župan Milan Bogatič, so bili kupci trikotnika pri hotelu Delfin na občini v začetku aprila, ko so predstavili manjši projekt in idejo o dejavnosti. Ta naj ne bi bila samo hotelska, temveč bi na tem območju nudili neke vrste zdravstvene storitve. Lahko pa povem to, da imajo neko idejo, da bi šli v neko dejavnost, ki ne bi bila samo hotelska, ampak v tem območju nuditi neke medicinske storitve. Glede podrobnosti bi bilo po županovih besedah najbolje vprašati novega lastnika, kar smo tudi želeli, vendar zaradi njegove odsotnosti nismo dobili izjave. Zdaj vprašanje, kaj pomeni, da v prostorskem aktu piše osebne storitve in tako. Morda, ne vem, treba je videti, to je treba strokovno pogledati. Jaz nisem strokovnjak, ki bi rekel točno, za kakšna dejavnost je tista, ki bi bila še možna.
Po prostorskem aktu je na tem območju predvidena turistična namembnost. Kot je sporočil Bogatič, na tem območju ne bo stanovanjske gradnje za trg. Namembnost je za turistične namene, hotelska nastanitev po prostorskem aktu, ki se imenuje IPA8, je tam 4-5 zvezdični hotel z seveda vsemi stavbami, ki sodijo k takemu. Gorenjska banka je prestižno zemljišče prodajala za skoraj 4 milijone evrov, za koliko ga je dejansko prodala novemu lastniku, pa ostaja poslovna skrivnost. Hvala za pozornost in se gledamo prihodnji teden. Po svetu poročajo vse več tatvinah in krajah in o tem, kako moramo varovati svoje osebne predmete in da jih ne puščamo na vidnem mestu. No, Balkanci so za to težavo našli svojo rešitev. Poglejmo. Здорово. Привет, Данил. А що це таке? Ключ у мене такий, замок. В смысле ключ? Класно. Ти що, прикалуєшся? Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Z vami bomo delili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Pričenjamo z napovedjo koncerta, ki se bo odvil jutri v soboto 27. aprila v Auditoriju Portorož. Oder bo ob dnevu upora proti okupatorju zasedel tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Dogodek se prične ob 20. uri. V ponedeljek sledi delavnica glasbene produkcije, ki jo bo odvodil mladi obalni producent Leni Bržan. Delavnica je namenjena vsem, ki bi se radi spoznali s procesom snemanja in produciranja glasbe. Odvila se bo v Centru mladih Koper s pričetkom ob 17. uri. Prvega in 2. maja pa se lahko udeležite praznovanja mednarodnega praznika dela na Socerbu, ki ga organizirata mestna občina Koper in krajevna skupnost Črnikal v sodelovanju z Dikapa Tartufi. Podrobnejši program si lahko preberete na spletni strani visitkoper.si. V petek 3. maja pa se lahko udeležite enega izmed 2 koncertov. Prvi se bo pričel ob 20. uri v izolskem Hangar baru, kjer boste nastopili punk rock zasedba Alo Stari ter rock skupina Zgrešeni primiri. Pol ure kasneje ob 20:30 minut pa v Centru mladih Koper sledi koncertni večer, ki ga organizira obalni kolektiv Iz. Dogodek nosi naslov Ladies Blaster, na njem pa se bodo predstavile izvajalke Sahareja, Nasty Nancy, Raketa ter Kicks and Mix. Za ogrevanje prisluhnimo skladbi Other Side hip-hoperice Sahareje. Got a new walk when I'm walking the streets. Got a new smile for the ones who need East, West, energies. Showing up my remedies. Too damn good to be walking my feet. Too damn good to be watching me leave. I got shades on, yeah, shawty sweet. Making my way to the force and beats. High locks, high keys, I can fly her wings. What? Yeah, don't wake me up, I'm enjoying my dreams. Hey. Patterns on patterns. Cleaned up by habits, I'm eating my cabbage so I can be savage. No black with no whites, I'm weeding my life, yeah, I'm keeping it balanced, bitch. I wanna know what they keep on the other side. See the sun and the stars on the other side. That fire up, down, look at all of mine. New city, new home, new feeling. I wanna know what they keep on the other side. See the sun and the stars on the other side. That fire up, down, look at all of mine. To je zaenkrat iz naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v najnovejši ediciji časopisa Megafon. Želim vam prijetne praznike in se vidimo prihodnji teden.